Področje etnologije Slovenije se je razvijalo od samega začetka delovanja oddelka za etnologijo, kot se je takrat imenoval na ljubljanski univerzi. Res pa je, da pomembnejše spremembe v ta temeljni predmet na oddelku je vnesel šele profesor Vilko Novak. Ko se je upokojil, moram reči, da je bila zelo pomemben detajl v delovanju našega oddelka v tem, da smo takrat tudi trije mladi sodelavci imeli možnost neposredno začeti predavati. Vnesli smo v ta predmet tudi razsežnost družbenega razlikovanja, se pravi, ni se več govorilo tako, kot so nas nekateri zbadali, češ da se ukvarjamo s kmetologijo, ampak smo razširili raziskovanje in naš pogled na vse družbene skupine. Že v asistentskem obdobju sem potem začel raziskovati malo bolj intenzivno posamezna področja, ki so mi bila bližja. Začel sem s prometom, transportom, predvsem komunikacijami, to me je izjemno zanimalo. Potem seveda so tukaj šege in navade, se pravi ta obrednost, ritualnost in te stvari. No, zdaj pa že krepko čez 20 let intenzivno raziskujem prehransko kulturo ali gastronomsko kulturo, če uporabimo tujko. Moja odločitev za Slovenijo seveda ni bila povezana z nobenimi kakšnimi hujšimi premisleki, ker sem že od časa študija se izrazito zanimal za to področje. Čeprav seveda so bili tudi zanimivi izpiti iz neevropske etnologije pri profesorju Kremenšku, ampak nekako mi je ta slovenska tematika najbolj bila blizu. Navsezadnje sem že za časa študija zelo veliko gradiva zbral in mi je bilo pol mogoče malo čudno, če bi popolnoma od začetka začel spet na nekem drugem področju. Značilno za našo vedo je, da nima ene metode. Dober etnolog in kulturni antropolog mora obvladati številne metode, številne načine dela, jih primerno tudi miksati med seboj, če je potrebno. Skratka, to je naša velika prednost in mislim, da prav o metodah mi danes v sodobni družbi premalo govorimo, zlasti tudi skozi medije, da bi ljudje vedeli, kako mi pridemo do nekih rezultatov. Zame kulturna dediščina nikoli ni bila neka nostalgija, neko romantiziranje, neko trkanje po prsih, to še najmanj. Tako da skušam še danes seveda tudi to kulturno dediščino interpretirati vedno skozi sedanjost. Saj vemo dobro, da vsaka naslednja generacija odbira in da marsikaj ostane na situ zgodovine, marsikaj pa pade skozi. Jaz sem kar neokalno rekel, da ne more padati. Torej, sama sem začela z raziskavami na področju etnologije Slovenije še kot študentka pod mentorstvom profesorja Bogataja. Ko smo začeli delati prvi proseminar ali pa seminarsko nalogo, smo ponavadi proučevali nam bližnje teme, ali je to študentsko življenje ali okolje, iz katerega prihajaš. In tako sem tudi sama začela v bistvu nekako povezovati etnologijo in novinarstvo, ki sem ga vzporedno študirala. In potem enako je bilo pri diplomi, potem pa podobno, ker sem nadaljevala pod mentorstvom profesorja Bogataja, sem tudi za magistrsko in doktorsko nalogo se s tem ukvarjala, predvsem pa skušala obravnavati tudi neke teme, neke področja, ki v okviru do takratne etnologije, antropologije na Slovenskem še niso bile toliko raziskane, torej spominski predmeti, vprašanja dediščine, ritualov, nekako spomina se mi vse skozi prepletajo in podobno tudi pol pri doktorski nalogi in na nek način, kolikor je mogoče, to delam, nadgrajujem še zdaj. Potem pa, ko je profesor Bogataj se leta 2010 upokojil, sem prišla na njegovo delovno mesto, kar zdaj pomeni, da njegovo delo skušam nadaljevati, nadgrajevati tudi nekoliko po svoje v zadnjih 10 letih. V tem času se je par stvari tudi spremenilo z samim predmetnikom, z Bolonjo, predvsem
Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da smo edini oddelek, ki etnologijo Slovenije poučuje in tudi razširjeno, poglobljeno preučuje. In v bistvu se mi zdi zelo pomembno v etnologiji in antropologiji to, da se kot raziskovalec ali pa kot človek v bistvu ne skrivaš, ker je tvoje raziskovanje, naše raziskovanje vedno pač pogojeno s tem, da raziskujemo kot ljudje. In pač nagovorilo me je v bistvu moje lastno življenje, moj lastni način življenja in hvala Bogu, ker sem s tem imela veliko stika, so se mi potem pač porajale tudi, če tako rečem, različna vprašanja, razpirale različne teme. Kako se mi zdi, da se vedno premikam, ali pa že dlje časa premikam predvsem med dvema poloma. Po eni strani je to materialnost, se pravi, to so raziskave, ne vem, pokopališč recimo, ali pa ne vem, spominskih predmetov. Na drugi strani pa s tem povezana družbenost, družbena vprašanja, tudi prazniki, rituali. In v bistvu oba pola se mi zdi tako, prepletam skozi v bistvu teme, ki bi jim lahko dali naziv tudi, ne vem, dediščina, rituali, prazniki. Vse skupaj pa sama vidim kot tak zelo preplet, kako, ne vem, spomin, spominjanje, tisto, kar imenujemo za tradicionalno ali pa dediščina, vpliva pač na sodoben, ne vem, način življenja. Zdaj to je zelo široko, no, ampak sama sem se pač teh drobcev dotikala zdaj od doktorata recimo naprej, če tako rečem, pa pač z nekim delom tudi prej. Zdi se mi, da je najpomembnejša stvar na terenu meni osebno vedno bila, potem, ko neham opazovati, potem, ko neham fokusirano proučevati ali pa se pogovarjati, potem, ko se tudi diktofon recimo ugasne, ali pa tako, kot če začnem s tem, kar je bilo danes, ko smo tlele, ne, ko je prišel en gospod mimo in je rekel, zanimivo, kaj se dogaja, kako se je Slovenija razvila, včasih so Cigani hodili na Bolšjake, zdaj pa Slovenci. Tako da, mislim, take stvari, ki v bistvu so neko naključno, neformalno, ne vem, če je to ravno javno mnenje, ampak mnenje posameznikov, ki pa je iztočnica za tisto, kaj sploh je pol nek, ne vem, problem ali pa kaj bi bilo tisto raziskovalno vprašanje, ki me zanima. Tako je bilo tudi pri, ne vem, praznikih, pri ukinjanju praznikov in pa potem, socialistična mentaliteta in se potem te drobci, recimo, tem, s katerimi sem se ukvarjala, na tak način skupaj sestavljajo, no. Tako da te bežne opazke. Pomen tega področja se mi zdi, se pač ne bo nikoli izčrpal, zaradi tega, ker smo tle, proučujemo to in sicer lahko rečemo, se danes je lahko vsakdo etnolog, se danes lahko vsakdo pokriva polje etnologije Slovenije, ampak sama bi tle rekla, da seveda lahko, ampak odvisno je potem, kaj s tem narediš. Ali gre tle dejansko za neko domoznanstvo, pa zbiranje gradiva, pa pač, ne vem, poudarjanje vrednosti nekega kraja, recimo, neke lokalnosti, ali gre za to, da si sposoben tudi primerjav z nekim gradivom, ki je že zbrano, vpogledov zgodovinskih, ali to potem zmožno interpretirati, najprej analizirati, interpretirati, reflektirati s pomočjo neke teorije, tako da se sama ne bi s tem strinjala, da to pa zdaj ravno kdorkoli in vsi lahko počnemo, ne. In to mislim, da je tudi namen oddelka, da vzpostavimo to razliko, čem stvari počnemo drugače in če rečem vrednostno, tudi boljše kot, ne vem, laični raziskovalci, ne vem, kulture, načina življenja v nekem kraju, no.